Pozdravljeni! Na vrsto je prišel tudi zadnji brifing Velike nagrade Sao Paula. Skupaj si bomo pogledali vse tiste pomembne podatke pred začetkom nedeljske Velike nagrade. Tudi tokratni zadnji brifing bo kot običajno razdeljen na tiste 3 običajne dele. V prvem si bomo ogledali vse tiste zanimivosti, ki smo jih lahko zasledili na sprintu in seveda njegovih kvalifikacijah. V drugem si bomo malce več časa vzeli za proučevanje ritma ter telemetrije. V tretjem in zadnjem bomo pa še nekaj minut porabili za mojo osebno napoved glede možnih strategij. A začnimo s sprintom. Že na njegovih kvalifikacijah smo lahko opazili, da pravzaprav razmerje sil je bilo tisto pričakovano. Namreč nismo imeli tistega presenečenja, kot smo ga že omenili v predhodnem prispevku glede vremena. In pravzaprav Lando Norris tam zgoraj ni presenečenje, kajti McLaren MCL60 je tisti bolid, ki se je vsaj po tehnični usmeritvi najbolj približal Red Bullu. Rad bi vas spomnil, da smo že pred meseci govorili o tem, kako Aston Martin ni želeni Red Bull in pravzaprav je McLaren tisti, ki po tehničnih usmeritvah je Red Bullu se najbolj približal. Potrebno je bilo nekaj razvoja, ampak tu vidimo rezultate. Oscar Piastri seveda nima izkušenj, ki jih vidimo pri Landu Norrisu, in pravzaprav potrebno je imeti jih kar nekaj, da se tu parira Maxu Verstappenu. Ampak ne smemo pozabiti, da tokrat je Perez bil tam, kjer bi ga lahko pričakovali, takoj za svojim moštvenim kolegom. In za presenečenje mnogih smo nato videli oba Mercedesa, in šele za njima pa oba Ferrarija. Kako to, da na kvalifikacijah za dirko je bil Leclerc spredaj in sedaj oba Ferrarija v bistvu tam zadaj? Enostavno povedano, zaradi tega, ker na petkovih kvalifikacijah zadeve niso bile nekako realne, glede na tisto, kar kažejo rezultati na progi. Charles Leclerc je izkoristil dane priložnosti in seveda dosegel rezultat. Ne smemo pozabiti še na nekaj. Na kvalifikacijah sta bila izjemno dobra tudi oba Alfa Taurija. Pri ekipi iz Faenze se seveda trudijo doseči rezultat in mogoče slabši čas v petek je odraz nastavitve, ki bolj ustreza hladnejšim pogojem, ampak o tem bomo govorili po sami dirki, ko bomo videli v resnici, kakšno mesto bosta zasedla tako Yuki Tsunoda kot tudi Daniel Ricciardo. Na samem štartu smo lahko takoj ugotovili, da Max Verstappen je potreboval samo zaviranje v prvi ovinek, da je prišel na prvo mesto. In to seveda ni presenečenje, ampak vsekakor moramo priznati, da zaostanek med Landom Norrisom na drugem mestu in vodilnim Maxom je bil skozi celoten sprint, recimo temu, znosen. Verjetno v celotni sezoni nismo videli še tako majhnega zaostanka, ki ga je imel McLaren v primerjavi z Red Bullom. In nato na tretjem mestu seveda Perez, ki dirke ni začel v najboljšem smislu, ampak zopet upravičil svojo vlogo pri Red Bullu. Če bi mu kaj takega uspelo tudi na tisti glavni dirki, tisti za veliko nagrado, verjetno njegova prihodnost pri ekipi za Milton Keynesa ne bi bila pod takim vprašajem. A nato smo videli nekaj, kar je bilo po mojem osebnem videnju izjemno zanimivo. Oba Mercedesa z različnim rezultatom skozi celoten sprint. Namreč
George Russell je bil tam lepo konstantno na 4. mestu, medtem ko Lewis Hamilton v zadnjem delu sprinta je dobesedno izginil, kot da bi njegove pnevmatike popustile. Lewis Hamilton je znan po tem, da pravzaprav je eden izmed najboljših, kar se tiče ohranjanja svojih pnevmatik. So bile tu krive nastavitve, je bil tu nekako slabši set, tisti, ki je povzročil v zadnjih krogih pravi padec, ne vem. Ampak možno je, da bi Lewis Hamilton lahko spravil pnevmatike izven tistega optimalnega temperaturnega območja, kar bi nekako povzročilo stanje, katerega smo videli na progi. A to bo vse nekako osnova za razmislek pri samih strategijah. Vsekakor Lewis Hamilton na tokratnem sprintu ni pokazal vsega tistega, kar zna, in je razočaral. Ne smemo tu pozabiti, da pri Ferrariju so imeli malce toplo-hladne rezultate, z Carlosom Sainzem mlajšim na 8. mestu, Charles Leclerc se je prebil naprej, ampak če generalno gledamo na točk, ki so jih dosegli, tako pri Mercedesu kot pri Ferrariju, vidimo, da je tovarniška ekipa Mercedes dosegla zopet nekaj točk več. Na srečo gre za sprint. In govorimo zopet v tisti perspektivi boja za drugo mesto med konstruktorji. Sam sem že dejal, da v preteklosti za Ferrari bi bilo bolje, da se orientira na McLaren in naj pusti Mercedes primeru tudi, če bi izgubili seveda drugo mesto med konstruktorji, ki ga seveda sedaj ne zasedajo, bi bilo bolje za naslednjo sezono, da bi začeli posnemati tisto, kar vidimo pri ekipi z Wokinga. A moje osebno videnje. Seveda sprint kot tak je zadeve, vsaj po mojem osebnem mnenju, zopet postavil na svoje mesto. Kaj pa pravi ritem za nedeljsko dirko za veliko nagrado? Vkolikor pogledamo projekcijo, ki je tista uradna, ki jo dobimo na spletni strani f1.com, je zadeva naslednja. Najhitrejši seveda Red Bull, za njim Mercedes samo 3 stotinke. Gre za rezultate, ki izhajajo iz enega samega prostega treninga in sam sem tudi ločeno preračunal ritem. Moram vam priznati, da glede na dane podatke rezultat drži. Na to Ferrari in McLaren, kot vidite, približno z dobro desetinko zaostanka na krog. Seveda tu moramo dodati, da kar se tiče McLarena, posebej z Landom Norrisom, rezultat dokaj drži. To smo videli tudi na sprintu. Glede Ferrarija nisem preveč prepričan. Približno 4 desetinkami zaostanka na krog imamo Alfa Tauri, Alpine in Aston Martin. Zopet bi lahko dejali dokaj realna slika. Alfa Romeo F1 Team s približno 6 desetinkami zaostanka in na to Williams ter Haas s približno 8 desetinkami. In tu je težko napovedovati karkoli glede ritma, kajti z enim samim prostim treningom, z razmerami, katerim smo bili priča na progi, je vse še malce zavito v meglo. Seveda, ekipe vedo, kaj so počele, ampak mi, navdušenci, še zdaleč ne. Tu bi vam rad pokazal še zanimiv grafični prikaz, telemetrijo kvalifikacijskega kroga med Maxom Verstappenom, Charlesom Leclercem in Lanceom Strollom, prvimi 3 na štartnem razporedu nedeljske dirke. Bodite pozorni na prvo in seveda drugo vrstico, kjer vidimo položaj plina. Namreč Max Verstappen v vseh 3 sektorjih najhitrejši, a če primerjamo Verstappena in Leclerca, v prvem sektorju bi lahko dejali, da večjih razlik ni, ampak te se pokažejo v drugem, tistem tehničnem, kjer Max tudi stopalko za plin napravi razliko, približno 2 desetink samo v tem srednjem delu proge. Nato v tretjem, zadnjem delu, seveda vidimo, da sta krivulji Red Bulla in Ferrarija nekako poravnani. Le tam v zaključnem delu kroga vidimo, da enostavno je Lance Stroll napravil napako in bil malce predolg v zaviranju.
Seveda, primerjati Lensa Strolla, naprimer, z Maxom Verstappenom, je malce težka naloga, kajti sam Lensa cenim kot nekega solidnega voznika, ampak ne na nivoju nekoga, kot je Max Verstappen ali Charles Leclerc v kvalifikacijah. Vseeno, tudi iz tega prikaza vidimo, da v tistem mešanem tehničnem delu v drugem sektorju je naprimer Ferrari bistveno počasnejši od Red Bulla. In zdaj prihajamo do tiste napovedi strategij, kjer bom kot običajno podal moje videnje glede na tisto, kar bi se lahko zgodilo na nedeljski dirki. Seveda nisem imel priložnosti in niti časa videti, karkoli bi lahko objavili pri Pirelliju ali kakšnem drugem viru, ki se ukvarja s Formulo 1. In tu še enkrat poudarim, da vse analize bomo opravili v komentarju, kjer bomo primerjali mojo napoved s tisto, ki jo bo prikazal Pirelli, in vse skupaj preverili na podlagi tistega, kar bodo ekipe pokazale na sami progi. In sam vidim, da bi bila najhitrejša strategija tista z 2 postankoma, kjer bi začeli na pnevmatiki soft. Seveda, videli smo na samem sprintu, da so skoraj vsi začeli na pnevmatiki soft, zdržali približno 23 krogov, kar bi bilo realno, nato nataknili pnevmatiko medium za nadaljnjih 26 krogov in seveda nato zopet soft za zadnjih 22 krogov. Seveda strategija, kjer lahko vidimo, da je vsak del približno enako dolg, in to nekako sovpada tudi s tistim, kar je kazala napoved ritma za sam sprint. Vidimo lahko, da pneumatika soft in pneumatika medium približno na tisti razdalji dobrih 20 krogov se obnaša podobno primerljivo. Ne smemo pozabiti, da naprimer Lewis Hamilton je imel težave s pneumatiko soft. Zato v takšnem primeru bi bila možna druga strategija. Začeti zopet na pneumatiki soft, odpeljati 20 krogov, torej nekoliko manj od ostalih, in nato 2 dela na pneumatiki medium, ki bi bila dolga naprimer 26 in 25 krogov. Seveda, videli smo prav pri Lewisu Hamiltonu, da je njegov strm padec nekako bil viden v zadnjih nekaj krogih, zato je treba tisti prvi del nekoliko skrajšati. In ukolikor nekdo ne bi imel težav s samim prvim delom in pneumatiko soft, bi lahko tvegal seveda strategijo z enim samim postankom začeti na soft, kar je seveda razumljivo. Nihče ne bo tvegal na začetku, da bi izgubljal pozicije in tako ostal v gneči. S pneumatiko soft bi moral vzdržati tam okrog 30 krogov in nato s pneumatiko hard zadnjih 41, kar je seveda izvedljivo. A nisem prepričan v to zadnjo strategijo, kajti po mojem pneumatika hard bi bila na delu dolgem 41 krogov tista, ki bi zahtevala prepočasen ritem. A videli bomo, kaj se bo zgodilo na sami dirki. Lahko imam prav, lahko pa tudi ne. A kar se tiče današnjega zadnjega briefinga, kot ste razumeli, bo to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.